Lep pozdrav v popoldanskem delu našega zasedanja. Manjka sicer še ena razpravljavka, jaz upam, da se bo v tem času našla in da začnemo z delom, kajti po tem panelu nas čakajo še naši pričevalci, do 17. pa moramo zaključiti. Upam, da ste se podprli in pripravili za popoldansko delo, poslušanje. Še enkrat bi ponovili, kje vse bojo dostopni referati z današnjega posveta, strokovnega posveta v Državnem svetu. Torej, kot vidite na vaši desni strani, zadaj desno, na moji levi, se dogodek snema in bo dostopen na televiziji STV Skledar, ki oddaja v omrežjih T2 in na Siolu Telekom. Potem bo dostopno tudi na kanalu YouTube, po posameznih govorcih in skupaj kot celoten posvet. Potem bo dostopen posvet tudi na spletni strani skledar.si, kjer bo tudi objavljena fotogalerija z današnjega posveta. Potem bo dostopno na spletnih straneh Študijskega centra za narodno spravo, potem na Radio Vatikan, na Radio Ognjišče in na tudi nekaterih drugih lokalnih TV postajah. Več o tem pa mogoče v prihodnjih dneh. Torej predlagam, da kar začnemo z današnjim nadaljevanjem. Najprej bi k besedi povabil izrednega profesorja, doktorja Mitjo Ferenca, ki nam bo predstavil referat Veš Slovenc svoj dolg, prikrita grobišča 25 let po spravni slovesnosti. Kam bolj aktualen uvod, kot ga je prijavil naslednji govornik. Doktor Ferenc je profesor na oddelku za zgodovino Filozofske fakultete v Ljubljani, nekateri mu slabšalno rečejo iskalec ali pa kopalec kosti. Jaz mislim, da je še veliko več od tega, je tudi nedvomno spiritus agens komisije in pa dela s grobišči prikritimi in zakritimi, o katerih je napisal veliko knjig, tudi svoje študente peljal na terenska izkopavanja, kar mislim, da je še posebej pomembno pri delu z mlajšo generacijo. Zelo dejaven na tem področju, poleg tega je tudi velik strokovnjak za dediščino kočevskih Nemcev, žal izginulo dediščino, pa še bi lahko naštevali tudi predsednik Zveze zgodovinskih društev v Sloveniji je že bil, ampak naj mi vendarle dovolite, da na koncu en stavek njegov povem iz enega spletnega intervjuja, ki ga je imel pred nekaj meseci za enega od spletnih portalov in so ga vprašali, kakšna je njegova sanjska destinacija, kam bi rad šel na potovanje. Veste, kaj je rekel? V arhiv Ozne v Beograd in da je imel proste roke pri proučevanju. Mislim, da se je s tem zelo sam sebe najboljše opisal. Doktor Ferenc, beseda je vaša. Hvala lepa. Nobene sprave ne more biti. Kakšna sprava? Kaj ni vse jasno? Saj jih ne pobijamo. Stvar je urejena. Saj tudi vsi partizani nimajo groba. Naj zdaj mi plačujemo za izkopavanja kosti in analize DNK, ki bodo dokazovale, kdo je bil fašist, kdo komunist, kdo je bil ustaš in kdo je bil kar nekdo. Saj imajo spomenike, maše, shode na rovtah, domobranske pesmi, kdo pa jim kaj hoče. Naj izkopavajo in pokopavajo svoje na svoje stroške, če ne vedo, kje naj prižgejo svečo. Pravzaprav, če ne vedo, kam bi svečo, naj si jo nekam zataknejo. To ni zapis na spletnem forumu, na katere si reve zato, ker so anonimne upajo biti pogumne. Ne, to so besede umetnice, dobitnice Prešernove nagrade, najvišjega priznanja naše države na področju umetnosti. Svetlana Makarovič, omenjene besede, je izrekla v intervjuju za Mladino 15. maja letos. Eno od poglavij druge svetovne vojne, o katerem še vedno malo vemo, so dogodki neposredno po končani vojni. To je bil čas zaključnih bojev za osvoboditev države in pregon okupatorja, to pa je bil tudi čas krvavega maščevanja zmagovalcev nad poraženci ter dejanskimi in namišljenimi nasprotniki novih oblasti. To je bil čas, ko je v likvidacijah največkrat brez sodišč in sodb izgubilo življenje na tisoče ljudi. Izvensodni pomori so se dogajali tudi drugje po Evropi, vendar nikjer, če vzamemo v ozir
število prebivalcev tako obsežno kot na ozemlju Slovenije. Od maja 1945 do januarja 1946 v 9 mesecih je bilo pomorjeno okoli 15.000 Slovencev, kar je okoli 15% vseh prebivalcev Slovenije, ki so padli v vojni in neposredno po njej. Poleg njih pa je bilo na slovenskih tleh pomorjenih tudi nekaj 10.000 pripadnikov drugih jugoslovanskih narodov, ki jih je konec vojne zatekal na slovenskih tleh ali pa so bili na slovensko ozemlje vrnjeni. Njihovi grobovi niso smeli obstajati. In v letu 2015, ko se spominjamo 70 let zmage nad nacizmom in konca druge svetovne vojne, se Slovenci še zmeraj soočamo z dediščino preteklosti, z 600 evidentiranimi lokacijami prikritih grobišč, ki so v večini še neraziskana, neoznačena in neurejena. Ko je en režim leta 1990 padel in je nastal drugi, demokratičen, je veliko ljudi, predvsem pa svojcev, pričakovalo, da bo država poskrbela za te žrtve, za ta močvirja, brezna, travnike, rudniške jaške, skratka za mesta, kjer počivajo posmrtni ostanki žrtev, ki 45 let niso smela obstajati. A po 25 letih kaže, da smo državljani s svojimi pričakovanji na ramena države naložili preveliko breme, ki ga ta ni zmogla ali pa ni hotela nositi. Moj namen danes je, da se ozrem na četrtstoletno ukvarjanje s prikritimi grobišči. Z njimi sem se ukvarjal kot član vladne komisije od njene ustanovitve ali pa kot njen sodelavec, ko sem imel priložnost popisovati prikrita grobišča ali voditi sondiranja in spremljati prekope žrtev iz njih. Kmalu po prvih demokratičnih volitvah je bila 8. julija 1990 v bližini jame pod Krenom v Kočevskem Rogu spravna slovesnost za po vojni pobite domobrance. Kočevski Rog je za Slovence takrat predstavljal sinonim za povojne poboje in spravna slovesnost je pomenila simbolni pokop žrtev. Ustanovljena je bila Komisija Vlade Republike Slovenije za reševanje vprašanj grobišč v Kočevskem Rogu. In v javnost so začela od publicistov, društev, ne pa od državnih organov, prihajati informacije o obstoju množičnih grobišč. Pričakovalo se je, da bo država začela s postopki, ki bodo ublažili skoraj polstoletno bolečino ljudi, ki so v vojni in po njej izgubili sled za svojimi. V posameznih občinah so v začetku 90-ih ustanovili občinske komisije za reševanje vprašanj prikritih grobišč, ki so se dela lotile na različne načine. V glavnem so kmalu prenehale delovati, ukvarjale so se predvsem z okoliščinami usmrtitev in manj z iskanjem in določanjem ter označevanjem lokacij na terenu samem ali preverjanju zanesljivosti. Glede raziskovanja ozadja povojnih pomorov, vemo, je veliko dela opravila preiskovalna komisija Državnega zbora, zlasti njen predsednik Jože Pučnik, ki je pri tem zbrala izjave mnogih udeležencev neposredno povezanih z grobišči in žrtvami v njih. Pomemben korak v vrnitvi v javno zavest in spomin predstavlja 179 farnih plošč, na katerih so vklesana imena žrtev. V prvem desetletju je država poskrbela le za nekaj simbolnih dejanj, medtem ko se konkretnih dejanj na grobiščih ni lotevala. Vsa prizadevanja so morala biti usmerjena le na dva simbolna spomenika, izgradnjo spominskega parka na Teharjih in spominske kapele v Kočevskem Rogu. A se kot država z njima ravno nismo proslavili. Nasprotno, spominska kapela, ki je bila izbrana na javnem natečaju 1994. leta, je bila v Kočevskem Rogu postavljena šele 10 let po izboru in 14 let po spravni slovesnosti. Tako dolgo se je odlašalo z njeno izgradnjo, da imamo danes tam kar dva spomenika. Vsaka vlada je postavila svojega. Ena 2001, druga 2004. In prvega je urbanistični inšpektor celo naročil odstraniti, češ da je črna gradnja. Najbolj problematično pa se je pokazalo, da smo jo postavili na kraju, na grobišču pod Krenom, kjer so študenti in absolventi oddelka za zgodovino Filozofske fakultete leta 2003 s terenskim delom ugotovili,
na podlagi najdenih predmetov, da tam slovenskih žrtev ni in da Slovenci ležijo v jami pod Macesnovo Gorico, a ta jama je dolgo ostala neurejena. Drugi primer le simbolnega urejanja je spominski park Teharje, kjer je bilo koncentracijsko taborišče, odkoder so vodili ujetnike v smrt v Hudo jamo, Stari Hrastnik in podobno. Tudi tam je trajalo kar 14 let, da je država od izbora na javnem natečaju leta 2004 potem odkrila spomenik, ki pa še do danes ni dokončan. Stroški za vzdrževanje pa presegajo razumne meje. Spomnimo se še, da je bilo več let dopuščeno igrati golf nad podsmrtnimi ostanki umrlih na Teharjih in v neposredni bližini je dolgo deloval poligon za motokros. Tretji primer le simbolnega urejanja, pa tudi nepremišljenosti, je leta 2002 na javnem natečaju izbran projekt za enotno označitev grobišč. Poleg cenovne in oblikovne vprašljivosti je najbolj problematično predstavljalo navodilo, da je treba na val napisati narodnost in število žrtev. A kako? Če raziskav, ki bi to omogočale, ni bilo. Metod in postopkov fizičnega preverjanja se država še ni lotila. Vsa ali pa skoraj vsa dotedanja preverjanja so bila posledica drugih dejavnikov, bodisi občine, družbe za državne ceste, zasebnika, sorodnika, društva ali občinske komisije, ali pa je šlo za naključne najdbe ob gradbenih delih. Namesto, da bi grobišča najprej potrdili ali vsaj v naravi označili, smo čakali na enotni spomenik. Ko so ga po več letih in razpisih le izbrali, so jih postavili le 5. Zataknilo se je zaradi vprašanja, kaj naj na njem piše. Zakon je določil napis žrtve vojne in povojnih usmrtitev. Napis je bil predmet mnogih nasprotovanj. Kar 7 let se politika ni mogla dogovoriti o spremembi napisa in spomenikov se ni postavljalo. V javnosti se je dozdevalo, da je le napis tista prepreka, zaradi katere država ne ureja grobišč. A tudi potem, ko se je politika v noveli zakona dogovorila o novem napisu žrtve vojne in revolucionarnega nasilja, je bila postavljena le ena plošča pred zaprtimi vrati rudnika v Hudi jami. Iz konca 90-ih let nam je znana še ena spodletela poteza države. Ko je gradbeno podjetje SCT gradilo avtocesto mimo Maribora, je iz 70 metrov široke trase, ki je prečkala protitankovski rov, izneslo 1179 trupel. Podjetje SCT naj bi za izkop, sodno-medicinsko oceno in pokop žrtev odštelo več kot 640 000 evrov. Državno pravobranilstvo je v imenu vseh naslednjih vlad potem trdilo, da za posmrtne ostanke pobitih Hrvatov vlada ni pristojna in da ekshumacija in s tem povezani stroški zadevajo občino in gradbeno podjetje in ni hotelo plačati stroškov. Prišlo je do tožbe, ki se je vlekla skoraj 10 let. Okrožno in višje sodišče pa sta ugotovilo, da urejanje grobov pomorjenih vojnih ujetnikov na ozemlje Slovenije sodi v državno pristojnost in vlada je morala podjetju SCT izplačati 1,2 milijona evrov z obrestmi, torej enkrat večji znesek. Nerazumljivo je, da je Slovenija v prvih 10 letih ni mogla začeti sistematično zbirati podatkov o prikritih grobiščih, kaj šele, da bi jih raziskovala in urejala. Politiki so pozivali, češ, zrimo v prihodnost in prepogosto kritizirali vsako ukvarjanje s preteklostjo. A medtem, ko so gradili avtoceste prihodnosti, smo naleteli na trupla iz preteklosti. Nesprejeta zakonodaja je onemogočala ali vsaj močno omejevala vsakršen začetek urejanja grobišč. Posebej simptomatično pa je bilo, da se ministrstva v vladi vse od leta 1990 do 2003 med seboj niso mogla dogovoriti ali uskladiti, v čigav resor to področje sploh sodi. Čakalo se je na zakon, ki bo določil, kako naj se uredijo vojna grobišča
In vtis je bil, kot da bo zakon sam po sebi uredil desetletja zamolčan problem. In junija 2003 sprejeti zakon o vojnih grobiščih naj bi v okviru Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve enotno uredil varstvo vseh vojnih grobišč. Postavil naj bi enotna izhodišča in enoten sistem varovanja. Ali jih je res? 12 let po uveljavitvi opažamo, da še ne. Zakon je pomanjkljiv, nedorečen, narejen v obdobju, ko nismo bili seznanjeni z razsežnostjo grobišč, z njihovo specifičnostjo in ne predvideva postopkov in ne predvideva metodologije, ki so se v praksi naslednjih let uveljavili. Ob tem pa ugotavljamo, da je tudi tisti del zakona, ki bi se lahko izvajal, odvisen od vsakokratnega resornega ministra za delo, ki pa večinoma hitrejšemu reševanju urejanja te problematike niso bili naklonjeni. Zato je bil pripravljen zakon o prikritih vojnih grobiščih in pokopu žrtev. Omalovažujoče pa je, da je za pobite vojake nekdanjih okupacijskih držav Nemčije in Italije poskrbljeno in njihove posmrtne ostanke na podlagi meddržavnih sporazumov izkopljajo in pokopljajo na primerna mesta v Sloveniji ali v Italiji. Naj še dodam, da so prekopi italijanskih vojakov v Jugoslaviji množično potekali že od leta 1960 do 1963. Tako v tehničnem smislu niso nobena neznanka, kot se morda želi pokazati. Do leta 1963 so jih izkopali okoli 8300 od okoli ocenjenih 15000 in jih prenesli v Italijo. V Sloveniji so v tem obdobju takrat iz 33 lokacij na to ekshumirali 1125 in jih 267 tudi identificirali. Slovenska oblast je imela dokaj natančne podatke o lokacijah, njihovem številu in ohranjenosti. Prelomnico, da je država aktivneje, saj deklarativno, posegla v problem iskanja in urejanja grobišč, je povzročilo razkritje množičnega grobišča v Zgornji Bistrici septembra 2001. Tam so se namreč odločili, da bodo sami, poudarjam, da bodo sami, raziskali in potrdili ali pa ovrgli sume o obstoju žrtev v obeh zakloniščih. Našli so jih 431, moških in žensk. Zlasti po objavi dosjeja zločinki ne zastara avtorja Jožeta Možina in večji medijski pozornosti do drugih takrat odkritih grobišč, se je vedno pogosteje postavljalo vprašanje, kaj bo storila država. In vlada se je v izjavi zavezala, da se grobišča najdejo, označijo in kjer je potrebno, posmrtni ostanki tudi prekopljajo. In novi vladni komisiji dodelila to nalogo. V Slovenski Bistrici so potem leta 2004 območje sanirali, zgradili kostnico in postavili spominsko znamenje. Posledica odločitve vlade leta 2001 je bil začetek sistematičnega evidentiranja popisovanja prikritih grobišč. Projekt je pod okrilje prevzelo Ministrstvo za kulturo po prilagojeni metodologiji registra nepremične kulturne dediščine. Projekt vsebuje podatke, na temelju katerih se bo resorni organ, to je Ministrstvo za delo, lažje odločalo o postavitvi spominskih znamenj, pa tudi omogočalo drugim medijem, raziskovalcem pomoč pri evidentiranju, pri označevanju grobišč. Priprava evidence je seveda bila specifična in težavna že zato, ker je bilo treba na terenu samem najti, določiti posamezne lokacije, saj pisnih virov po bojih ni ali so redki, o lokacijah grobišč pa jih skoraj ni. Najti je bilo potrebno ljudi, ki so za te kraje vedeli in ki so bili jih pripravljeni pokazati. Problematika razsežnosti in urejanja prikritih grobišč je bila večkrat prikazana tudi na razstavi. Pomemben akcijski premik glede raziskav zamolčanih grobišč pa je bil zabeležen v letu 2006, ko je vladna komisija, ki jo je vodil Jože Dežman, sprejela odločitev, da bo tako kot je primer pri raziskavah v Bosni in Hercegovini z arheološkimi in antropološkimi raziskavami poskušala dobiti čim več podatkov o prekopu posameznega grobišča in poskušala v največji možni meri posmrtne ostanke identificirati. Takrat je uspelo premakniti državni stroj. Enormno smo evidentirali, sondirali na okoli 156 lokacijah in eksemplarično posmrtne ostanke iz nekaterih grobišč tudi prekopati.
Raziskovali smo v arhivih, stvari urejali, označevali, geodetsko merili ter to zapisovali še v knjigah. Potrdili smo, da je protitankovski jarek na Teznem v Mariboru najmnožičnejše grobišče v tem delu Evrope z okoli 15.000 žrtvami. Prvič smo iznesli žrtve iz miniranega kraškega brezna Konfin 1, jih identificirali in tudi predali svojcem. Urejena in označena so bila prva grobišča v Kočevskem Rogu. Zgrajena je bila prva kostnica za hrambo posmrtnih ostankov na pokopališču na Dobravi v Mariboru, kakor tudi kostnica v Škofji Loki. Občina Škofja Loka je omogočila kot edina v Sloveniji, da so iz znanih grobišč na njenem območju žrtve ekshumirali in jih prenesli v kostnico. In čeprav je resorno ministrstvo večkrat capljalo za prizadevanje in hotenje vladne komisije, so rezultati zbujali upanje, da bo to lahko postala redna dejavnost državnih organov in da se bi civilizacijski manko izpred desetletij počasi nadoknadilo. Po kratkotrajnem, 3-letnem obdobju 2006 do 2009, ki je rezultiral v sistematičnem raziskovanju in urejanju grobišč, je bila 3. marca 2009 podrta še zadnja pregrada v Hudi jami. Slovenska javnost je bila takrat soočena s strahovitim zločinom. Na belo gmoto 427 nerazpadlih trupov. Po njihovem iznosu so se dela nadaljevala v vertikalnem jašku, kjer so iz 5 metrov globokega 48 metrov globokega jaška iznesli posmrtne ostanke 346 žrtev, moških in žensk. V jašku jih je ostalo še več kot 2000. Vlada se je odločila, da jih bo tam tudi pustila. Že iznešenih 773 pa zazidala v drugem delu rudnika v tako imenovani kostnici. Tistega, kar so pričakovali številni svojci in večina Slovencev, da bo opravljen krščanski pokop in urejeno grobno polje zunaj rudnika, se ni zgodila. Sredstva za nadaljevanje del so bila najprej zmanjšana, potem pa praktično ukinjena. In izkazalo se je, da je imelo odkritje tega zločina za sistematično urejanje prikritih grobišč negativne posledice. Učinek Hude jame je bil dejansko drugačen od pričakovanega. Kljub javnim izjavam najvišjih državnih uslužbencev, da je potrebno prikrita grobišča urediti, je bilo delo z njimi praktično ustavljeno. Huda jama je bila prehuda, v vsakršnem pogledu. Država ni več omogočila nadaljevanja popisovanja grobišč, kakor tudi nesondiran. Ni hotela vpisati potrjena grobišča v register grobišč in jim s tem dati pravni status. Označitev grobišč v naravi, njihova geodetska izmera se ne izvaja več. Za kraje, ki so bili potrjeni kot grobišča in bi morali biti vsaj označeni, se po nekaj letih več ne vedo, kje so. Tudi najmnožičnejše grobišče, protitankovski jarek na Teznem, je kljub obljubi vlade, da ga bo uredila v spominski park, še vedno zaraščen in težko dostopen. Huda jama je simbolični in konkreten primer našega odnosa do povojni pobitih ljudi. Kaže na to, da slovenske oblasti teh primerov niso sposobne reševati ne na konkretni, ne na simbolni ravni, saj ne sprejemajo ne kratkoročnih, ne dolgoročnih odločitev korist žrtev in njihovih svojcev. Na probleme so bili več kot opozorjeni ministri, vendar so obljubljali, da se bo raziskavami lahko nadaljevalo in celo nadoknadilo zamujeni čas, a ostalo je le pri obljubah. Če bi danes rezimiral stanje prikritih grobišč, bi rekel, da jih je od več 100 evidentiranih le 3 za statusom grobišča. Le 3 so vpisana v register grobišč, tako kot predvideva zakon, pa je to pogoj, da dobijo pravni status. Primer je iz Kamniške Bistrice, kjer je zemljišče v lasti države, pa so rekli, da je kmetijsko zemljišče prve stopnje, kjer niso dovoljeni posegi. Ali Brezarjevo brezno, ki je en od 2 spomenikov grobišč razglašeno za kulturni spomenik, pa je danes stanje takšno, da nam je v sramoto. In če počasi zaključim. V večini primerov imamo še vedno opravka z lokacijami na najrazličnejših krajih in zemljiščih, ki so neoznačena. In tista znamenja, ki so v 90-ih letih postavljena, danes že propadajo. Danes, 25 let po spravni slovesnosti, ugotavljamo, da so grobišča še vedno nezaznamovana, premnoga spremenjena v smetišča, ugotavljamo, da se zakon o vojnih grobiščih zaradi nedorečenosti in pomanjkljivosti in politične volje ne izvaja. Nejasna pa je tudi usoda zakona o prikritih vojnih grobiščih in pokopu žrtev.
Informacija, da bi urejanje prikritih grobišč potaknili pod okrilje nekemu drugemu ministrstvu, ker pristojno pač ne zna, ne zmore, noče, bi bil ponoven signal o nesposobnosti naše državne administracije. Zato so v zakonskem osnutku zakona o prikritih grobiščih jasno določeni postopki evidentiranja, raziskovanja, prekopa, identifikacije, predvsem pa pristojnosti in odgovornosti. Kaj si ob obstoječi zakonski ureditvi mislijo sinovi, hčere, sestre pobitih, če morajo desetletja potem, ko jim je država skrivala mesto zakopa, danes sami dokazovati državi obstoj njihovih svojcev v grobiščih, zato, da dobijo dovoljenje za izkop in pokop v družinskih grobovih. In ob tem morajo sami nositi vse stroške. Še nekaj let takšnega odnosa države pa bo uresničeno navodilo notranjega ministra iz junija 1945, ko je zahteval, citiram, da se takoj odstranijo, zravnajo za zemljo vsa pokopališča, kakor tudi posamezni grobovi okupatorjev in domačih izdajalcev in tako izbriše vsaka sled za njimi. Hvala lepa. Hvala doktorju Mitri Ferencu za ta podan referat. Ga je nekoliko podaljšal predvideni rok, ampak mu bomo oprostili, ker je bila tema tako aktualna in tako pomembna, da se mi zdi, da je prav, da je o tem spregovoril malo dlje, kot smo mislili. Naslednji je dr. Jože Dežman. Naslednji referat z naslovom Brez groba in spomina za vse, slovenska tranzicija ni sklenjena. Dr. Dežmana ni potreba posebej predstavljati, sodi nekako v podoben rang kot dr. Ferenc, kar se tiče raziskovanja povojnih grobišč. Je muzealec, je zgodovinar, je publicist, prisoten v našem javnem življenju, lahko rečemo. Zgodovinar kustos v Gorenjskem muzeju v Kranju, drugače pa dolgoletni predsednik Komisije Vlade Republike Slovenije za vprašanje prikritih grobišč in lahko rečem tudi eden od zaslužnih za odkritje grobišča v Hudi jami marca 2009. Dr. Dežman, beseda je vaša. Hvala lepa. Jaz sem tole svoj povzetek sežel, da je pravzaprav ta soočenje je tisto, kar je temeljni tranzicijski spopad. In zdaj nadgradil bi pa s tem, da ko je postavljeno vprašanje državljanske vojne, in če smo leta 90 slišali razglasitev o koncu državljanske vojne, jaz bi rekel, da se pač državljanska vojna nadaljuje z drugimi sredstvi, in če bi misli Janeza Stanovnika skozi ta čas, odkar je šef teh novopečenih partizanskih veteranov, če bi vse spremljal, to je prefrigan agent za specialno vojno. In zadnja njegova izjava iz Poljane pred par dnevi je: pieteta je nekaj, kar so matere, ki so nas rodile, vsadile v dušo in srce, pomeni smo po smrti vsi enaki, ampak tale lump pa takoj upele finto. Finta je pa ta, pravijo, da hočejo imeti identifikacije slovenskih žrtev. Seveda, ko dobijo za vrat hudnike in oba hribarja in jim, se pravi, teh 10 umrlih podre celo veselico, vso osvoboditev pomeni, da je treba preprečati identifikacijo. So simpala, zmerom on prefrigano vrže kakšno laž, kakšno podtikanje, ki to prepreči, ampak vrne nas pa seveda v tisto temeljno vprašanje, kje sploh živimo. Konstitucija slovenske družbe je bila zgrajena na enem takem zanimivem apartheidu, kjer se je na svetu mrtvih zgradil tudi svet živih. Približno pol mrtvih je bilo v partijskih nebesih, pol pa v peklu in z njimi tudi njihovi svojci. In to je svet, ki še zdaj poskušamo, ki ga je Tamara označila za razdvojeni narod, gre pa za to, da so to posledice tega, kako priti skup. Ampak to, ker se to sekirate eni, da ni dialoga. Sej, poglejte, kako aktivno in živahno se je Janez Stanovnik pogovarjal z nami. Drugo, kar bomo mogli seveda Janeza Stanovnika le opozoriti, tudi recimo med nami je tudi en človek, ki je raziskoval smrt svojega očeta in je poskušal od Janeza doseči pač saj
priznanje dejstva, da je oče umrl na zaslišanju na Ozni in tako naprej, ampak pač Janez tega ni zmogel. Ampak poglejte, ta popis inštituta nam kaže vsaj dve kategoriji, ki nam povesta, da v realnem obsegu odgovornosti in tako naprej bomo težko pogovarjali, ker od teh 98 tisoč popisanih je 20 tisoč neugotovljen povzročitelj smrti, pa skoraj 12 tisoč neugotovljen vojni status. Se pravi, smo v aktivnem soočanju z enimi dejstvi, ki jih še ne poznamo. Mi nobene stvari praktično ne poznamo, o kateri se pogovarjamo. Zdaj konfin, ki ga je Mitja omenil, bi pa šli zdaj naprej. Kaj pomeni tisto odvrlega našega brkatega in kratkonogega Janeza, da so vse žrtve enake, vse kosti so enake. Slovenske že niso enake, če so bile ene v 40-metrski jami, da so prišli do kosti, je bilo treba 35 kubikov razstreljenega kamna umakniti, se pravi 40 metrov dvigant, prideti do posmrtnih ostankov, jih iznesti, antropološko analizo narediti, to je edino grobišče, kjer imamo seznam žrtev. In potem pride do tega, da se nekdo, ki je dal svoje podatke, svoj DNK, seznani, da je njegov svojc bil v jami in da ga lahko vsaj z eno kostjo simbolno pokopljajo. Vidite, in to je tisto, proti čemur se je zdaj v zadnji fazi poskuša Janez Stanovnik boriti. Se pravi, od 88 žrtev je bilo 14 Slovencev pokopanih in en Hrvat. Ali je to veliko ali malo, ali je to treba delati ali ne treba delati, to je eno od bojišč naše male državljanske vojne. In naprej, to, kar je že Mitja načel, potem, ko to odkopljamo, postavimo tablo in domnevamo, da je v jami pri Konfinu 2, se pravi 38 nemških in 5 slovenskih vojnih ujetnikov, ko je jama izkopana, jih je noter 62. Brez stika z žrtvijo ne bomo prišli do podatkov, že omenjeni hudniki, se pravi, ko sem predstavljal, kaj vemo o njih pred časom, sem takrat zaključil s tem, da je ustanova Memores dala vlogo za prekop. Potem je bil prekop izvršen, to je gospod Lojze sin, najde se samo ostanke 3 verjetno žensk, vse ostalo je raznešeno, uničeno in potem se opravi pogreb. Se pravi, imamo opravka s civilizacijo, ki zagovarja ukaz Zorana Poliča, kot je Mitja rekel, in imamo en del družbe, ki dokazuje, da se vse mrtve da najdati in tudi pokopati. Od nas je odvisno, kam bomo šli. Ali nazaj v hudo jamo ali ven iz nje. Pri zakoncih že omenjenih Hribar, je seveda vprašanje zelo zanimivo, ker to stanje skeletov, to je pač arheološki prekop je bil narejen brezhibno, posnetje. Kljub vsemu imamo v delu strašansko kampanjo Janeza Švajncerja in Franca Štefeta Miškota, da to ni možno, kar so odkopali. Se pravi, in tudi, če gledamo zdaj diskurs Franca Štefeta v sobotni prilogi, veste, lepo bi bilo Slovence podučiti, kako je pisala zapisnike Komisije za ugotavljanje zločinov okupatorjev. On še kar tako piše in to mu v delu objavljajo, čeprav tudi tam vsi vedo, da sta ta dva človeka sodno razglašena za nedolžna. Se pravi, ta fronta je povsem jasna, ampak ste teli pozivi blesavi, da nemo novinarje spremeniti. Sploh ne. Treba je z dokaznim bremenom priti do dejstev, ki bodo počasi lahko postala normalno javno dobro. Se pravi, ta posvet tukaj je bil že omenjen, se pravi, Tine Hribar, ne smemo iti tako daleč, da bi na koncu zločin zanikali kot zločin in zločince razbremenili zločinstva, s tem pa tudi krivde. Se pravi, pred 10 leti so bile fronte te male državljanske vojne povsem jasne in ta je še zdaj je taka,
ker poglejte, za Hribarja prav, za nas je glavno, da se te golazni znebimo. Ljudsko mnenje pa bo ravno tako prišlo počasi do pravilnega zaključka, zakaj so te likvidacije potrebne. Franc Štefe Miško pravzaprav živ priča, da je še kar tega mnenja in da mu tudi slučajno misel napride, da bi bilo za kakšnega mrtvega žal. Častni občan mesta Ljubljane, treba je nehati govoriti o spravi. Francoski predsednik Hollande je rekel, da je uporabil izraz reconciliation. Če pogledamo slovar tega francosko-slovenski slovar, sprava narodov, sprava dveh sovražnikov. Se pravi, ta norc misli, da ne znamo uporabljati francosko-slovenskega slovarja, majko milo. To pa za vprašanje, kdo je neumen. Potem pravi takole, intervju po televiziji, četrta skupina umrli v Teharjah, naprimer, te so noter v hudi jami. To niso izvensodno pobiti, ampak so tam umrli. Ker jih je bilo gotovo 50.000 padlih na tem območju, pri Ptuju veliko grobišče, pa pri Mariboru ima v arhivu pismene dokumente iz generalštaba. Veste kaj, 50.000, recimo, da ima prav. Se pravi, imamo že podatek za štajerski bazen, 50.000 mrtvih, 30.000 ljubljanski bazen, plus sem pa tja drobiš in smo pri teh 100.000, ki jih mi domnevamo. Ampak zdaj je pa manjši problem, kako bi iz Teharij tako skrbno te mrtve prinesli, da bi se ta roka še kar držala te proteze v hudi jami. To pa je podvig, no, tako skrbnega prenašanja trupel iz Teharij. Tudi na vse zadnje, če smo spet pri problemu sočutja, je mednarodno pravo kljub vsemu zahteva zaščitene skupine, se pravi ranjence, bolnike, invalide, civiliste in tako naprej. In kljub vsemu vsi ti ranjenci, ki jih najdevamo, nikako ne ganejo gospoda Vrhunca. Zakaj bi človek, ki je umrl na Teharjah, se pravi naravne smrti, skril rožni venc v čevelj? Težko vprašanje. Zakaj bi človek, ki je umrl naravne smrti v Teharjah, dal prstan v usta pred smrtjo? Tudi težko vprašanje. In seveda, zakaj bi bili ti ljudje zvezani z značilnimi tipskimi produkti titoizma, se pravi lisicami iz žice? Kaj boš umirajoče vezal in mrtve vezal? Seveda, tole se je delalo zato, ker je pač se je gradila baza NATO, ampak 177 hrvaških vojakov, zaradi katere država nima interesa Hrvaška, ampak cel obrambni sistem okrog letališča Cerklje je polhan. Skratka, se gospod Strgar, ki je tukaj, je pripovedoval, strela se je dneve in dneve. Potem akcija, ki jo mi nismo niti hoteli medijsko izpostavljati, ker je bila edina stvar, ki so nam je v teh letih po hudi jami dovoljeno narediti, je nekaj iznosov, sanitarnih vznosov posmrtnih ostankov iz kraških jam. To pomeni samo odstraniti tiste posmrtne ostanke, ki so na površini, da ne bi jamarji hodili po njih. Se pravi 43 jam, najmanj 243 žrtev, strokovna domneva, da je indeks, realno število je 10 do 20 krat je treba to število pomnožiti. Zdaj pa, če gremo spet naprej v to malo državljansko vojno, to je grobišče talcev v Begunjah leta 1945, tudi če pogledamo fotografije pogrebov borcev, v tistem času so bili s križem. Potem je pa temeljna subsekcija državljanske vojne je boj proti veri in cerkvi in se pač svet mrtvih naredi kot svet brez križa, ampak nedvomno je eno od nadaljevanj teh malih pogajanj je, ali bi lahko naprimer vaščani Dražgoš, ki so jih nasilno preneli, pač recimo s soglasjem prenesli leta 1976 iz pokopališča pod ta spomenik, ali bi lahko tam imeli križ. To je malo vprašanje. Zdaj pa cela vrsta pobud je, ki jih je možno uresničiti. Resnica in sočutje je zadeva, ki teče, vse posvojitev, se pravi varuhi spomina, mrtve čuvati v spominu in molitvi. Za dan spomina imamo ta hip predlog, da bi pač šel do kraja smrti, fotografiral slovensko zastavico in spravil na internet, da bi se preprosto začeli zavedati, v kakšnem nesramno slabem stanju so vsi naši grobovi.
ne samo prikrita morišča in grobišča, ampak tudi partizanski grobovi, kjer pa če so pri prikritih moriščih in grobiščih 3 v registru, da ne bi mislili, po 12 letih zakona je partizanskih 74 od 1000-2000. Se pravi, tehle naših gospodov tako vneto bijajo državljansko vojno, njihovi mrtvi sploh ne zanimajo. So se tudi že pri štetju za 10 000 zmotila. Slovenski križev pot na Zaplazu v soboto je pravzaprav varianta tega spravnega spomenitka. Zemlja iz 30 krajev slovenskega trpljenja z vseh strani, se pravi od Auschwitza, Gonarsa do Roga in Tehari. To je lepa pobuda in nedvomno ena stvar, ki se jo pa seveda zmerom da narediti, so pa križi ograje informacijske table. In če bi, naprimer, jaz zmerom zdaj že pravim, če bi toliko energije, ki ste jo prej ste se zagnali v ta pogovor s Prunkom, kaj bi rekli, pa kaj ne rekli, če bi vsak vzel grabelce pa lopatko, bi bilo pol grobišč že urejenih. In naslednje vprašanje, ki je pa nam postavilo eno grozovito zrcalo. Mi se tako sklicujemo, kaj koga zanima ali kaj koga ne zanima, kaj bi mogel misliti ali kaj bi mogel ne misliti. Karkoli so letos anketirali mladino, so nam povedali, da nič ne mislijo in da jih nič ne briga. In jaz bi postavil tezo, da slovenski učitelji zgodovine se sistematično izogibajo 20. stoletju, kar je pa zločin nad narodom. Tudi naj mislijo tako ali drugače, imajo vso pravico, da drugače mislijo, ampak naj saj mladino kaj naučijo. Tako da ta defekt, da vpraša enega mladiča v Piranu, da je 70-letnica in on pravi, ma res, a Pirana? Veste, mi se že lahko tukaj ribamo med sabo, kaj se bomo zdaj izmenili, pa kaj se bomo spomnili, pa kaj se namo spomnili. Raste pa rod, ki se za ta usodna vprašanja državljanske vojne naše male ne zanima in jo bodo ponovili. Če preprosto ne bomo mi v svojem samoljublju nehali samo nase misliti, ampak samo začeli tudi s kom drugim pogovarjati, razen morebiti z eno malo državljansko vojno, ki bo počasi postala fiktivna, če jo ne bomo rešili tako, da bo mladina v tem videla problem, ki se mu je treba izogniti. Hvala lepa. Hvala dr. Jožetu Dežmanu za predstavitev referata. Gremo na tretjega po vrsti v tem popoldanskem delu. K besedi vabim gospo Majdo Rudelj-Pučnik, ki je magistrica sociologije, zaposlena na Ministrstvu za pravosodje in že od leta 2008 je predsednica Komisije Vlade Republike Slovenije za izvajanje zakona o popravi krivic. Pri delu tega organa se je nabralo veliko število dokumentacije in del te dokumentacije nam bo magistrica Rudelj-Pučnikova predstavila zdaj v svojem referatu z naslovom Nastaja dragoceno dokumentarno gradivo o terorju komunizma, o delu Komisije Vlade Republike Slovenije za izvajanje zakona o popravi krivic. Prosim, predstavite referat. Hvala lepa. Spoštovane, spoštovani, vse vas lepo pozdravljam. Izvajanje zakona o popravi krivic odraža skrb države za vsaj minimalno moralno zadoščenje in povrnitev nepremoženjske škode žrtvam povojnega nasilja. Žal pa je zakon o popravi krivic v primerjavi z zakonom o žrtvah vojnega nasilja diskriminatoren do žrtev komunizma že od vsega začetka. Upravičenci po zakonu bom ZP-kri krajšala. Nikoli niso imeli pravice do zdravstvenega zavarovanja, mesečne rente, za vodenje upravnih postopkov je pristojno Ministrstvo za pravosodje, kar je teže dostopno za vse vlagatelje. Sklep v upravnem postopku je dokončen in je zoper njega dopustna le tožba v upravnem sporu, ki se vloži na Upravno sodišče Republike Slovenije, kar je povezano z stroški, torej odvetniškimi in sodnimi stroški. Odškodnine za pretrpljeno telesno in duševno trpljenje
po zakonu o plačilu odškodnine žrtvam vojnega in povojnega nasilja, sprejetem leta 2001, niso bile nikoli valorizirane. Pozitivno pa je, da nastaja dragoceno dokumentarno gradivo o terorju komunizma na enem mestu in je digitalizirano in zato dostopno vsakomur, ki želi gradivo pogledati, posebej raziskovalcem polpretekle zgodovine. Po zmagi nad okupatorjem za mnoge ni bilo svobode. Po koncu vojne in revolucije so postali žrtve novega totalitarizma, ki je predstavljal še hujši teror, vsaj za mnoge. Kriteriji za maščevanje oziroma krivdo so bili trije, kakor to opredeljuje poročilo o pobojih Državnega zbora, avtor dr. Jože Pučnik. Prvič ideološki, saj so bile žrtve potencialni nasprotniki režima, nacionalni, ko se je nasilje izvajalo nad prebivalci nemške, madžarske narodnosti, in pa tretje, pripadnost določenemu socialnemu razredu, saj so zaprli ali izgnali ali pobili cele družine starši, ženskami in otrocmi, kmetov, izobražencev, posestnikov na primer. Prvo povojno obdobje grobe represije po zmagi revolucije, v katerem so se izvajale najhujše in množične kršitve človekovih pravic, naj bi trajalo od leta 1945 do 1958, kakor navaja profesor dr. Šturm. To je bil čas revolucionarnega nasilja in strahovlade, ki ga je partija potrebovala za osvojitev in utrditev svoje oblasti. Namen sodnih procesov je bil ustrahovati ljudi in odpraviti opozicijo že med pripravami na prve povojne volitve z različnimi prijemi, z aretacijami, naglimi sodišči. Ustvarjali so atmosfero strahu, volilno zakonodajo so takrat sprejemali in pa vse je bilo, torej volišča pod nadzorom OZNE. V obdobju 1945 do 1948 je bila sprejeta tudi vrsta predpisov, ki je omogočala ekonomsko fazo revolucije v Mikola 2012. Oblast je takrat pretežno kmečko prebivalstvo po koncu vojne obremenila z obveznimi odkupi in oddajo pridelkov ter agrarno reformo, ki se je začela izvajati leta 1946. Zato je veliko kmetov trpelo zaradi pomanjkanja hrane in pretiranih davkov. Kot ugotavlja dr. Mateja Čoh, je oblast odpor kmetov zatirala s sodnimi procesi, ki so se začeli kmalu po koncu vojne, jeseni 1945, ko so začela z delom redna civilna sodišča. Višek pa so dosegli med letoma 1949 in 1951, ko so potekali tako imenovani kulaški procesi, v katerih so sodišča izrekala ostrejše kazni kot prejšnja leta, visoke prostostne kazni, denarne kazni in kot najhujšo tudi kazen za plembe premoženja. Tako je bilo v letih 1949 in 50, torej v 2 letih, sodno in upravno preganjanih 4599 kmetov. Tragične usode upravičencev po zakonu o popravi krivic pričajo torej o sistemskem in sistematičnem kršenju človekovih pravic po končani drugi svetovni vojni. Komunistični totalitarni sistem, ki je zavladal na ozemlju Slovenije takoj po koncu vojne in medvojne revolucije, je svojo oblast utrjeval z najhujšimi oblikami kršenja človekovih pravic in temeljnih svoboščin vseh po vrsti. Kršitve bom naštela, da ponovno ozavestimo strahotno kompleksnost povojne represije in pa njeno težo. Šlo je za kršenje naslednjih pravic: pravice do življenja, prepovedi mučenja, pravice do svobode in varnosti, pravice do poštenega sojenja in da ni kazni brez zakona, pravice do učinkovitega pravnega sredstva, prepovedi suženjstva in prisilnega dela, svobode mišljenja, vesti, vere, svobode izražanja.
pravice živeti brez strahu, prepovedi diskriminacije, predvsem na podlagi politične, verske in narodnostne pripadnosti, pravice do spoštovanja zasebnega in družinskega življenja. Iz vlog upravičencev po zakonu o popravi krivic je razvidno, da je bil komunizem novi totalitarizem, katerega najhujši sovražniki so bili prav lastni državljani, ki se niso strinjali z režimom. Ti razredni sovražniki so večinoma izginili brez sledu, pogosto so izginili tudi njihovi svojci. Tako imenovani razredni sovražnike so strpali v mnoga koncentracijska taborišča, bilo je 8 večjih in več manjših, v kazenska taborišča za prisilno delo, v taborišče za poboljševalno delo in za družbeno koristno delo. Mnogo jih je bilo izgnanih, predvsem premožnih slovenskih družin in posameznikov iz obmejnega pasu z Avstrijo in Italijo in pa tudi 215 madžarskih družin iz Petišovcev. Podatki so iz knjige dr. Mikole. Po dosedaj zbranih podatkih je bilo neposredno prizadetih žrtev komunizma v Sloveniji več kot 200 000, z upoštevanjem prizadetosti in trpljenja njihovih družinskih članov pa še nekajkrat več. Večina so doživeli več vrst nasilja, ubili so jim otroka, moža, očeta, ponavadi hranitelja družine, zaradi česar so bili preostali družinski člani obsojeni na skrajno revščino, mnogi so zato stradali in umirali zaradi lakote in bolezni. Zaradi golega preživetja so se mnoge družine morale razbiti, matere in otroci so morali oditi za dekle in hlapce. Zaradi šikaniranja se niso mogli šolati kot drugi in prikrajšani so bili tudi pri zaposlovanju. Da povojno življenje v komunizmu za mnoge ni pomenilo svobode, pove tudi podatek o več kot 600 000 beguncih, ki so od konca vojne leta 1945 zbežali pred nasiljem in se razselili po svetu. Podatek je iz knjige dr. Jožeta Dežmana, ki je pred kratkim izšla, v kateri analizira gradivo Komisije za izvajanje zakona o popravi krivic. Zbežali so, čeprav so tvegali umor na meji in še posebej v prvih 15 letih po vojni, ko ni bilo potnih listov in so mejo prečkali ilegalno. Na tedanji jugoslovanski meji proti Italiji in Avstriji je bilo v letih 46 in 49 umrjenih 417 ilegalnih prebežnikov. Podatek je iz knjige dr. Jožeta Dežmana in sicer je vzet iz publikacije leta 96 dr. Jožeta Pučnika. Verjetno zadnji begunec naj bi bil ustreljen na meji 1989. Kakšna je bila vpetost ljudi v ta stroj represije, v obsedenost z maščevanjem, smrtjo, mučenjem, uničevanjem človekovega dostojanstva, ustrahovanjem, lažjo, lahko vidimo iz podatka, da je mreža agentov Uprave državne varnosti oziroma UDBE štela 33 000 sodelavcev. Podatek iz Emeršič 2008 v Šturm 2005. Predlogi sodelavcev UDBE za usmrtitve, zaprtja, nacionalizacije, prisilno delo in druge oblike terorja in kršenja človekovih pravic so se obravnavali v krajevnih, občinskih in okrajnih ljudskih odborih in sodiščih. Upoštevaje celoten državni in vojaški aparat je bilo v kršenje človekovih pravic in temeljnih svoboščin vpeto skoraj vso prebivalstvo, bodisi kot žrtve in njihovi svojci, bodisi kot načrtovalci in izvajalci. Kršenje človekovih pravic so zato ustvarila globalno atmosfero strahu ter molka, laži in prevar. Svojci večinoma še danes ne vedo, kje in kako ter kdaj so bili ubiti njihovi dragi in tudi večinoma ne vedo, kje ležijo njihovi posmrtni ostanki. Nič nismo vedeli je izraz strahu, ki je družbeno udeležbo, razum, moralo in čute žrtev, predvsem pa njihovih rabljev, obsodil na golo eksistenco.
Najboljši so odšli, je pretresen in v globoki žalosti vzkliknil eden izmed pričevalcev, ki so mu povojne oblasti ubile očeta. Posmrtne ostanke svojega očeta in informacije o tem, kje in kako je končal svoje življenje nekje na Pohorju, vztrajno išče že mnoga leta. Njegov oče je pred maščevanjem nemškega okupatorja rešil mnoge sokrajane, saj je kot prevajalec v nemški jezik prevajal v prid obtoženim in jih opravičeval ter prosil zanje pred okupatorjem. Mnogim je dal delo in kruh, bil uspešen kmet, podjetnik in inovator, skrbel je za razvoj kraja med vojno, je pomagal tudi partizanom in s tem tvegal svoje življenje in življenje svojih družinskih članov. Mnogi so na tedanje sodišče v Mariboru poslali izjave in podpise o tem, koliko je dobrega storil zanje in da ni kriv, a vse to je bilo zaman. Ko totalitarizem zažene svoje kolesje, ruši tudi vse, kar je sveto. Enkratnost in neponovljivost človeka in njegovih dobrih del se preprosto čez noč sesuje v prah. In v primerjavi z dolžino človekovega življenja temne, dolge sence totalitarizma ostanejo zavedno. Vlagatelji zahtev za priznanje statusa in pravic po zakonu o popravi krivic utrjujejo globoko spoznanje mnogih, da moramo odločno in za zmeraj presekati s totalitarizmom bivše države. Izkoreniniti je potrebno vse, kar ima značaj totalitarizma, je povezano z njim in razjeda korenine naše nove države Slovenije. Zato vladi in državnemu zboru komisija predlaga, da politično obsodita komunizem in njegove zločine na naših tleh in se na primeren način opravičita vsem žrtvam in njihovim svojcem za prestane izgube in trpljenje ter izrazita razumevanje in sočutje. In tudi skrajni čas je, da se prepovedo vsi simboli komunizma, saj so skrajni izraz nestrpnosti in žalijo človekovo dostojanstvo. O nasilju komunizma v Sloveniji vam bodo povedala največ pričevanja upravičencev po zakonu o popravi krivic, ki sem jih pisno pripravila in ste jih prejeli, ko ste prihajali v to dvorano, precej jih pa še je pri vhodu v to dvorano, tako da prosim, se priporočam, da jih vzamete in pogledate. Hvala lepa. Hvala magistrici Majdi Pučnik-Rudel za podan referat. Vabim k poslušanju še zadnjega referenta v tem prvem popoldanskem sklopu, in sicer bo to dr. Tomaž Erzar. Bo predavanje oziroma referat nekoliko izven tega strogo zgodovinskega konteksta. Dr. Tomaž Erzar prihaja iz Teološke fakultete Univerze v Ljubljani, kjer je izredni profesor, hkrati je tudi družinski psihoterapevt, tudi soustanovitelj študijskega raziskovalnega centra za družino, ki deluje v Ljubljani, in hkrati sodelavec letos zelo aktualne pobude Resnica in sočutje 1945-2015. Predstavil nam bo referat z naslovom Čas ne zdravi ran, ampak jih poglablja, s podnaslovom Psihične posledice druge svetovne vojne in njihovo zdravljenje. Prosim, gospod Erzar. Dober dan vsem. Verjamem, da ste že malo utrujeni, ne? Je že kar dolg dan. In bom kratek, tako da boste pol lahko še kaj vprašali, kaj pokomentirali. Ja, ko poslušamo te zgodbe, verjamem, da jih je težko slišati. Podoživljamo nekaj te groze, podoživljamo nekaj te nemoči in jeze. In to je tudi tisto, kar je tema današnje predstavitve moje, se pravi, čas ne zdravi ran, ampak jih poglablja, prav zaradi tega, ker vsaka nezaceljena krivica se kopiči, se naloži na drugo krivico. In zato potrebujemo, jaz mislim, da je ta čas zelo dragocen in da ga bomo izkoristili prav zato, da
krivice zaustavimo, da si damo eno priznanje glede tega, kaj je bilo že doseženo v tem 25-letnem času in da naredimo mogoče nov korak v sedanjost, ne, iz preteklosti v sedanjost. Človeška psiha je tako narejena, da eni jo primerjajo, veste, s teflonom. Teflon, to je tista podlaga, ne, za pečenje. Se pravi, kar je dobrega, pade dol tako kot s teflona. Veste, nič se ne prime. Kar je pa slabega, se pa prime tako kot na obleko tisti ježki. Veste, kako se primejo ježki? Se pravi, mi smo žal evolucijsko tako narejeni, da ogromno slabega, ogromno negativnega iz svoje okolice posrkamo in se nas to drži. Kar je pa dobrega, pa hitro gre stran. Zato je prizadevanje za polno in ustvarjalno življenje v bistvu naloga, ena odločitev, en proces. Ne moramo pričakovati, da bo samo od sebe se zgodilo. Včasih se, toliko boljš, lahko zaupamo v dobroto, v dobronamernost ljudi, ampak ne brez naše aktivnosti. In to je tista stvar, ki jo recimo raziskovanje žrtev iz druge vojne ves čas poudarja. Se pravi, nekateri ljudje ostanejo žrtve, tako v svojem doživljanju, ne govorim zdaj objektivno, ne, zaradi recimo režima, ki še obnavlja take razmere, ampak govorim samo o njihovem doživljanju. Ostanejo žrtve, čeprav to v bistvu ni v njihovem interesu. Biti večna žrtev, to ni najboljša drža, človekova drža v polno življenje. Dobro, začasno ima to, da si žrtev, veliko prednosti. Žrtev ima vedno prav. Žrtev se lahko jezi. Žrtvi ni treba nič narediti. Ja, ampak to je ena samoobrambna drža, ki žrtvi omogoča preživetje. V nadaljnjem koraku se žrtev najbolj otrese travme in teh psihičnih bolečin, če se, tako rečemo, odpre dobroti. To je zelo zahteven korak. Odpreti dobroti pomeni, da žrtev uspe svojo bolečino začutiti in jo v enem iskrenem odnosu tudi ubesediti. In ta težava, jaz mislim, da nas še danes pesti, zato zbiramo, ali pa je komisija zbrala veliko teh pričevanj, ki so bila tista podlaga, se mi zdi, za nadaljne korake zdravljenja te naše velike bolečine. Se pravi, da se iskreno ubesedi bolečina in da jo je nekdo pripravljen slišati. To je ključno. Ne? Se pravi, če zdaj tako mogoče schematično pogledamo, v prvem koraku se žrtev obnaša zelo samoobrambno, v drugem koraku, ki ga označuje vsaj psihološka stroka kot eno obdobje kaotičnih čustev, zmede, jeze, strahu, in to obdobje je lahko zelo dolgo, se lahko zelo potegne, včasih tudi več 10 let. No, temu obdobju sledi potem tretje obdobje, za katerega je značilno to, kar sem prej rekel, se pravi iskreno ubesedenje bolečine in pa žalovanje. Se pravi, žalovanje ni nekaj samoumevnega, kar bi prišlo samo zaradi tega, ker si ti nekoga izgubil, ker ti je bila storjena krivica, tudi žalovanje je en proces in zahteva eno varno okolje. Zdaj, če spet to obrnemo na našo situacijo, odsotnost grobov, torej pravice do pokopa, do informacij, je gotovo povzročilo, da se je to naš ta tretji korak, ali pa to žalovanje, ki spada v tretji korak, da se je to zelo zavleklo, neskončno zavleklo, nedopustno zavleklo in da so seveda te krivice se s časom samo poglabljale. Ljudje so bili v molku, držali so krivice zase in nehote ob vsaki novi, tudi če je bila manjša krivica, spet podoživeli cel niz prejšnjih krivic. Ne? Tako. In zdaj si predstavljamo, kako je živeti v enem takem vzdušju, ker se peleš mimo enega spomenika in ali doživiš vso grozo, ali doživiš vso jezo, ampak tvoj notranji svet se vznemiri tako, kakor da bi bil še vedno v letu ali pa v maju 45. Ne? Se pravi, toliko močna je lahko ta zaznavanost, kot smo prej rekli, slabim, tako močno nas slabo lahko zaznamuje. In četrti korak, to je tisti korak, ki pa sploh ni samoumeven, tudi ni tako enostaven, to je korak, smo rekli, odpiranja dobremu in pa iskanja pomena tem traumatičnim izkušnjam oziroma bolečini. Šele takrat, ko
ko ljudje razumemo, zakaj se je kaj zgodilo, zakaj se je to nam zgodilo, šele takrat lahko to, kar smo doživeli in kar je bilo tragično, vidimo še v eni drugi luči. Brez pomena, brez hkrati čustvenega, pa tudi miselnega pomena teh stvari ne moramo pozabiti, niti pozabiti sploh ne, ampak ne moramo jim dati enega pozitivnega predznaka. In to jaz mislim, da nas še čaka. Se pravi, da si v teh razpravah ali pa v pogovorih poskušamo priklicati v to, kaj so nas te tragične izkušnje naučile novega, zakaj smo prav zaradi teh izkušenj lahko drugačni. Načelno izkušnje pravijo ali pa stroka pravi, da je ta četrti korak hkrati tudi korak odpuščanja, ampak to je ena posebna tema in to ne pomeni, da kar takoj povem, ne pomeni odpuščanja storilcem, niti malo. Odpuščanje v tem četrtem koraku pomeni samo to, da se človek odpre dobremu in da dobi pomen, da ta njegova pozitivna izkušnja dobi en pozitivni pomen. Naprimer, kot če bi nekdo rekel, veliko sem pretrpel, sem bil sirota, mi je bilo Evropan sem bil študija in tega in onga, ampak recimo v eni povezanosti z iskrenimi ljudmi sem pa lahko doživel pač nekaj, kar drugače ne bi nikoli. Sem spoznal lahko moč dobrote, sem spoznal, kako so ljudje pravzaprav globoki ali pa čustveni in tako naprej. Seveda, tudi ta četrti korak ni sama odločitev, to ni samo miselna odločitev, je en proces, eno prizadevanje, ki je lahko zelo dolgotrajno. Ampak samo v tem četrtem koraku, če tako rečem, smo lahko gotovi, da je zlo premagano. Da je ta negativnost, s katero smo ljudje že tako nagnjeni, da jo posrkamo, da jo nosimo v sebi v obliki sovraštva, zamere, očitkov, šele takrat, ko doživimo ta trenutek, da je to, kar smo pretrpeli, vodilo k nečemu dobremu, takrat je to zlo tudi premagano. Dobro, zdaj sem na kratko povedal vse te 4 korake, zdaj mogoče še v enem bolj počasnem ritmu se še dotaknemo posameznih stvari. Če pogledamo evropsko situacijo, bomo videli, da se je samo ukvarjanje z travmo v prvih 20 letih, recimo po vojni, pa 30 celo, tja do vietnamske vojne, se v bistvu ni nikamor premaknilo. Tako da, ko zdaj govorimo o drugi vojni ali pa posledicah, psihičnih posledicah druge vojne, moramo vedeti, da tudi stroka to spoznava hkrati s tem, ko se te ljudje, ko se odmikamo od vojne in ko se te ljudje starajo ali pa spreminjajo v tem času. Se pravi, nimamo nekega znanja, s katerim bi lahko objektivno zdaj presojali te razmere, ampak tako rekoč hkrati s tem, ko se druga vojna odmika, hkrati s tem spoznavamo, kako globoke in kako dolgotrajne so njene posledice. Pred Vietnamom recimo je v stroki veljalo prepričanje, da je travma nekaj, kar v glavnem zadeva ogroženost tvojega življenja in ima zvezo več ali manj z zunanjimi okoliščinami, ne pa s tvojim notranjim odzivom na te okoliščine, ki je dostikrat bolj pomemben od zunanjih okoliščin. Naprimer v primeru, če se nekdo ustraši za smrt svojega sorodnika ali pa če nekdo prisostuje eni bolečini ali pa trpljenju nekoga, s komer je čustveno povezan, bo on gotovo bolj travmiran kot tisti, ki je bil dejanska žrtev, kar je recimo za en zunanji pogled zelo čudno, ampak tako je. Ker tisti, ki je dejanska žrtev, je dostikrat zaščiten psihično, z enim takim odrevenelostjo in ne posrka tako močno tiste groze, kakor jo posrkajo vsi njegovi opazovalci. To malo pojasni to, kar so prej kolegi tudi povedali, da ko štejemo žrtve, mi ne štejemo samo tisti, ki so bili neposredno prizadeti, ampak vse tisti, ki so to nemo in včasih z grozo v očeh opazovali in so to bolj močno doživeli, bolj močno posrkali to strahotno nemoč in pa izpostavljenost nasilju, kot morda tisti, ki so izgubili življenje. Čeprav tega ne moramo tako zmeriti, ampak da bomo lažje razumeli, kaj je tisti pekel, v katerega potisne ena taka krivica človeka. In zdaj seveda vprašanje je, kako iz tega pekla ven. S tem se je stroka, pa zadnjih 20 let malo bolj intenzivno ukvarjala. Zdaj vemo, kako dolgotrajne so te posledice.
Zlasti je bila natančno proučen način, kako se recimo bolečina iz staršev seli tudi k otrokom. Čeprav so starši rekli, mi smo dali veliko težkega skozi, recimo to gotovo velja za vse povojne generacije, mi bomo otrokom omogočili na bolj svobodno, bolj sproščeno življenje. To je bila samo zavestna odločitev. Hvalevredna, ampak iz tega globokega čustvenega pogleda pa nezadostna, ker zapreti se v molk, zapreti se v eno togo držo, češ zdaj bomo pa skrbeli, da se ne bo to otrokom zgodilo ali pa da otroci ne bodo o tem nič slišali, če je to zdaj pospremljeno še z enim režimskim pritiskom, je ta travma ostala v njihovi notranjosti nedotaknjena. In potreba vsakega otroka, ki živi ob starših, je, da vidi starše srečne in zadovoljne. To se najbrž vsi strinjamo, to ni treba dosti razpravljati o tem. In če starši ne morejo biti srečni in zadovoljni, bodi si zaradi režima, zaradi svojih težav ali pa zaradi ene take oškodovanosti, ki je prinesla vojna, krivica, bo otrok del svojega življenja in doživljanja posvetil temu, da to bolečino popravi in pozdravi. In seveda na ta način, namesto da bi živel svoje otroštvo, bo živel bolečino svojih staršev. Sicer čisto prostovoljno in z veseljem, ker bo to doživljal kot svojo nalogo ali pa svojo lojalnost, ampak na ta način seveda bo del njegovega sveta postala bolečina, ki jo starši niso mogli izgovoriti ali pa izjokati, ali pa jo rešiti, se jo upreti in seveda, smo rekli, namesto svojega življenja je tak človek lahko nehote zapisan temu, da rešuje težave svojih staršev. Kakor se to, včasih je to lahko čisto normalno, del normalnega odraščanja je to, včasih lahko pa to postane seveda patološko. Tak otrok je ujet v te krivice, za katere ne more nič narediti, ker živi v enem drugem svetu, poln je jeze, poln je ene notranje stiske, ki pa ne more razrešiti. No in to je tisto, kar je ta tema današnja bila. Se pravi, čas nezdravi ran. Če nič ne naredimo, čas nezdravi ran, ampak se vse te neizgovorjene krivice prenašajo v naslednjo generacijo. Vse to si predstavljamo, da to lahko pomeni, da tudi, če smo letos 2015, 70 let od takrat, vidimo, da ena mala stvar prebudi v nekaterih ljudeh lahko vso grozo, pri drugih pa vso zanikanje. In imamo spet novo fronto, tečemo nov krog te državljanske vojne. Gremo na pozitivno. Se pravi, kako to ustaviti in kaj nas stroka po tej plati lahko nauči. Kako se rešiti tega reagiranja na vsako provokacijo, kako zmanjšati nivo jeze v naših debatah, kajti nekako slutimo in vemo, da za vsako jezo je veliko nemoči, za nemočjo je stiska, so solze. In del tega, kar nam nehote, se mi zdi, ljudje, ki niso sposobni žalovanja, ki niso sposobni se dotakniti svoje bolečine, nam onemogočajo, je to, da nas potegnejo ta svoj krog zanikanja in hujskanja in prestavljanje jeze iz enega žepa v drugega. Vsi smo potem jezni, noben se ne more ukvarjati z globimi problemi ali pa s tistim, kar je pod jezo. Vsi smo potem ali napadeni, pa se branimo, ali smo žrtve, pa se spet pa pol moramo pa napasti nazaj. In mislim, da prav tale posvet je gotovo tudi en tak znak, da smo sposobni iz tega, preko iz jezne faze preiti mogoče v fazo žalovanja, kar pomeni, da se bližamo tudi temu, da bomo spoznali, kako nas je ta izkušnja vse nas na nek način zaznamovala, ampak hkrati tudi naučila, kakšna je moč iskrene besede, kakšna je moč ene iskrene povezanosti medčloveške, medosebne, kakšna je moč dobrote, za katero nič ne narediš, pa se ti vsem približa, se ti približajo dobri ljudje, živiš v dobrih odnosih in da nas bo to tudi navdušilo, da nadaljujemo vse te postopke, to ne pomeni, da bomo zdaj kar vse pozabili, pa vse prekrili z enim lažnim odpuščanjem. Gotovo, da je treba zasledovati tako resnico kot pravico, ampak tudi eno pravico do polnega in stvarjalnega življenja. Hvala.